Jasno, domačini v to tekmo vstopajo na krilih prejšnje zmage, pa takoj prva lepa priložnost za Podbrežnika in že v prvi minuti so domačini povedli. Elvino Podbrežnik se je znašel sam pred vratarjem Ašičem in rutinirano zaključil za 1-0. Prosti strel na desni strani za Krško, hitro izveden, pa predložek. Krešo Blago se je zbijal. Ploj je potem boksal priložnost, je bila to. Lahko ponovno zapretijo nogometaši iz Krškega. Tokrat nizek predložek, žoga je tam zadela celo vratnico. Bohak z lepo globinsko predal proti Sagadinu. Sagadin si je dal žogo mimo vratarja. Podbrežnik lepo proti Jagru. Jager se obrača, Jager ima nekaj prostora za strel, odločil se je za strel. Lepo do Jagra. Jager z zelo dobro globinsko podal proti Podbrežniku. Podbrežnik ima situacijo 1-1, preigrava Podbrežnik, Podbrežnik strelja. Pri žogi je Bajc, ob njem Šabotič. Pa priložnost za Kmetiča, ki se je znašel visoko. Padel je v kazenskem prostoru in 11 metrovka za goste iz Krškega. Ja, zamudil je tam pri štartu Andraž Mlinar in sodnik Blaž Bezjak je brez oklevanja pokazal na belo točko. Drnovšek in brani Tilen Ploj. Odlična obramba Tilna Ploja v 37. minuti. Zelo se je izkazal Ploj s to obrambo. Ponovno je izvajalec Žur. Dobra podaja v sredino, še enkrat pa se je izkazal vratar Ploj. Podbrežnik v kazenskem prostoru je odlično postavljen Sagadin. No, žoga do njega ni prišla, je pa kljub temu končala v mreži. Nejc Macur je žogo odbil za hrbet svojega vratarja. Dobra podaja Ašiča proti Bajcu, ki zdaj prodira po levi strani. Bajc ima nekaj prostora za strel, Bajc se je odločil za strel. Blagus je stekel stran od žoge, Jager je streljal. Blagus lepo odbija do Straha, potem izgubljena žoga. Pa priložnost. Žur z ostro podajo, do žoge je zdaj prišel Timotej Rešetič in jo iz zares neposredne bližine poslal v mrežo. Preigrava Sagadin, pa Grandošek. Spretno je Grandošek prišel do žoge, Podbrežnik je tam v kazenskem prostoru. Grandošek do Podbrežnika, lepa podaja, še lepši zaključek in Dobrovce zdaj v 77. minuti vodijo z 3-1. Lepo Podbrežnik do Jagra, ki ima veliko prostora, ni se odločil za strel, pač pa za podajo v sredino, kjer je Kristjan Sagadin zadev izvrstno in matiral vratarja Jana Ašiča. Ja, tekmo je definitivno presekal tisti naš prvi zadetek v prvi minuti. Potem smo nekako skozi raztrgano igro zdržali ta prvi polčas brez prejetega zadetka. Drugi polčas pa smo mirno pripravili tekmo do konca. V drugem polčasu pač nam zmanjka, kot že večkrat letos, ampak se ne obremenjujemo s tem. Imamo še 3 tekme do konca, ekipo bomo sigurno pojačali med zimskim premorom.